Drage sestre in bratje, predno začnem s pridigo, naj naslovim pregovornega slona v dnevni sobi, kaj župnik počne z Rutko okrog vratu. Spomnite se, verjetno pred božičnimi prazniki sem imel prometno nesrečo, v kateri sem zlomil ključnico. Ves ta čas smo čakali, da bi se po naravni poti zacelila, pa se ni. Zato mi je travmatolog predlagal operacijo, v sredo zjutraj sem bil operiran, zdaj je kost naravnana, zvezana s ploščico, upamo, da zdaj se bo pa celilo. Malo me še boli, zato imam Rutko, da lahko roko kdaj naslonim. Na današnji večer, na predvečer največjega praznika, bi želel z vami podeliti eno izkušnjo iz lanskih duhovnih vaj. Da boste lažje razumeli, o čem govorim, čist malo konteksta. Tisti, ki ste približno toliko stari kot jaz ali pa mlajši, verjetno ste vsaj kdaj slišali za irsko rock skupino U2. Gre za 4 fante, rojene tam v začetku 60-ih let, ki so pri 16 se našli preko oglasa, da bi skupaj ustvarjali glasbo. Ti fantje so še vedno skupaj, še vedno isti 4, tudi danes še pišejo glasbo. Leta 87, ko se dogaja to, kar je mene nagovorilo, so bili fantje že svetovno znani, takrat jim je uspelo posneti album The Joshua Tree, ki je postal svetovna uspešnica. Pesmi, skladbe iz tega albuma so še danes glavni uspehi, pač tisti, po katerih poznamo U2. Fantje so bili takrat, se pravi, pri 27 svetovne zvezde in vendar so tudi oni imeli svoje vzornike. In ko je v njihovem domačem Dublinu en večer nastopal en blues pevec, Američan, precej starejši od njih, po imenu B.B. King, so šli fantje na ta koncert. B.B. King je izvedel, da so na njegovem koncertu tudi slavni člani tega irskega benda, ki so bili takrat svetovno precej bolj znani kot on, čeprav je bil on starejši. Tako da mu je bilo kar nerodno, po koncertu so fantje prišli do njega, so ga pohvalili, so mu povedali, kako zelo ga občudujejo. In on je ravno tako v eni skromnosti rekel: fantje, ko boste pisali pa naslednje pesmi, dajte se mogoče tudi name spomniti. Par mesecev kasneje, novembra 1987, nastane pesem, ki so jo posneli skupaj, U2 in B.B. King, in je pesem, ki se je mene zelo dotaknila v duhovnih vajah. Govori na nek način o eni univerzalni izkušnji vsakega od nas. Prva kitica govori o mornarju, izgubljenem na morju, ki ga valovi prekrivajo, preden ga reši ljubezen. Govori o nekom, ki je bil kot borec, ki se je znal zmotati iz vsake situacije in vendar se je znašel na tem, da je obtožen stvari, ki jih je izrekel. Zdi se mi, da je to ena, kot rečeno, univerzalna podoba vsakega od nas. Vsak od nas se je v svojem življenju kdaj počutil kot mornar izgubljen na morju. Pa ne govorim samo o Jadranskem morju, čeprav je že tu, se človek hitro izgubi. Lahko si predstavljamo morda en Atlantik ali pa Tihi ocean, ki je res morda kilometre in kilometre, desetine, stotine kilometrov daleč. Ni ničesar, razen valovi. In ko je človek tako zelo hudo izgubljen, hitro obupa, hitro lahko izgubi vsako upanje
na kakršnokoli možno rešitev. In potem, ko ga še voda zaliva, ko upešajo počasi moči, upanje upada. Podobno se je tudi vsak od nas v vsakodnevnem trudu zagotovo že kdaj znašel v situaciji, da se mu je zdelo, saj se bom še nekako izmuznil, saj tudi tukaj se bom nekako še prevlekel skozi, saj bo mogoče pa nekako šlo, ampak prej ali slej, vse, kar smo rekli, pride za nami, vse, kar smo kadarkoli naredili, dobrega in slabega, nas dohiti in od nas zahteva odgovor. Situacija, ki je težka, ki je velikokrat boleča, ki jo je težko sprejeti. Temu k sreči sledi potem tudi refren. Pravi, ampak ko bo pa prišla ljubezen v mesto, takrat bom skočil na njen vlak. Ko bo prišla ljubezen v mesto, takrat se bom potrudil ujeti ta plamen. Mogoče je res, najverjetneje je res, da sem velikokrat prizadel ljudi s tem, ko nisem bil zvest, ampak to je bilo, preden je v mesto prišla ljubezen. Tudi ta refren se mi zdi, upam, da ga večinoma poznamo, to izkušnjo, kako je ljubezen tista, ko nas najde, ko se nas dotakne, kako to spremeni naše življenje. Vse postane drugačno. In za to ljubezen, za ta občutek, za to izkušnjo, za to doživetje, si prizadevamo vedno znova. In zato se splača živeti. Pesem gre potem naprej in govori tako, zopet, o izkušnji greha, lahko bi rekli o izkušnji vsega, kar lahko pripisujemo izgubljenemu sinu v priliki iz Lukovega evangelija. Pravi, bil sem navajen tega, da sem se ljubil, v sončnem zahodu, dajal sem obljube, ki sem jih hitro pozabil, srečal sem dekle, ki je bilo bledo, kot je bila bleda čipka na njeni poročni obleki, ampak tudi njo sem pustil obstati pred oltarjem, predno je tudi v moje mesto prišla ljubezen. Govori še naprej, pravi, ko sem slišal krik kitare, sem stekel v lokal, čutil sem, kako se note obračajo v žalost, to me je prizadelo, to me je zmedlo, se mi je zdelo, kot da sanjam. In ko sem poslušal glasbo, kako se odvija, sem čutil, kako se moje življenje obrača na glavo. In to je bil dan, preden je v moje mesto prišla ljubezen. V iskanju ljubezni ljudje velikokrat počnemo tudi neumnosti. Mislimo, da delamo prav, mislimo, da smo končno odkrili pravo pot, mislimo, da smo končno našli pravi način, pa se velikokrat izkaže, da je šlo narobe. In potem v resnici pač delamo tudi obljube v tistem zanosu, v tistem navalu strasti, obljube, ki jih mimogrede pozabimo takrat, ko zadeve postanejo resne. In kako hitro se ljudje obračamo križem kražem. Za vsako slutnjo tega, da pa mogoče bo pa nekje drugače, mogoče bo pa malo boljše. In kako globoko mora človek včasih past, zabrest, da v resnici najde dno, od katerega se končno lahko odbije, od katerega ga končno ljubezen lahko dvigne. Tretjo kitico avtor pripoveduje v nam, kristjanom, morda bolj razumljivem jeziku. Pravi, stal sem tam, ko so križali mojega Gospoda, držal sem plašč, ko je vojak prebodel njegovo stran. Jaz sem bil tisti, ki je kockal za njegovo obleko,
ampak obenem sem videl tudi, kako ljubezen lahko premaga tudi še tako velik prepad. In ko bo ljubezen prišla v moje mesto, bom skočil na njen vlak. Ko bo ljubezen prišla v mesto, bom ujel ta plamen. Verjetno sem res velikokrat ravnal napačno, ko sem ljudi razočaral, ampak to je bilo, preden je ljubezen prišla v moje mesto. Če pogledamo današnji evangeljski odlomek in to, kako ravnajo žene, to, kako ravnata učenca, se mi zdi, da lahko razumemo, kako ravna srce, ki se ga je dotaknila ljubezen. Zastonjska, brezpogojna, mogočna ljubezen. Peter in učenca sta stekla k grobu. Zakaj nista šla? Zakaj nista hodila? Zakaj sta tekla? Zato, ker ju je gnala ljubezen. Zato, ker se je to tikalo nekoga, v komer sta prepoznala brezpogojno sprejetost. Vemo za Petra, kako je kljub vsem obljubam, ki jih je naredil, kako bo ostal zvest svojemu Gospodu, kako se je situacija obrnila, bil tisti, ki ga je zatajil, in njegova izkušnja, ko je potem srečal Jezusov pogled. Pravijo evangelisti, Peter se je zjokal in je šel ven, ker ga je ganilo, kako da ga Jezus ne obtožuje. Evangelisti potem ravno tako zapisujejo naprej, v trenutku, ko so Jezusa križali, Jezus nikogar od teh, ki ga pribija, ne obsoja, ampak prosi zanje. Oče, odpusti jim, ker ne vedo, kaj delajo. Niso še srečali ljubezni, niso še prepoznali, da so ljubljeni, zastonjsko, brezpogojno, dokončno. Ko bodo to spoznali, jim bo žal in takrat bodo lahko razumeli, kaj so naredili. Naj bo ta velika noč tudi za nas vsaj nekaj takega, kar je bilo za te fante iz skupine U2, kar je bilo za B.B. Kinga. Namreč tisti, ki poznate zgodbo skupine U2, veste, da je bil ta album Rattle and Hum zadnji v tej seriji albumov, kjer so se fantje ukvarjali samo z rockom. Odkrili so, da so tudi sami v slepi ulici, da morajo nekaj spremeniti. Popolnoma so spremenili svoj slog, 2 albuma sta popolnoma drugačna od vsega, kar smo do takrat poznali. Morda tudi zato, ker se jih je dotaknila ljubezen, pa so vedeli, da je treba drugače. Za B.B. Kinga je bilo to sodelovanje s fanti iz U2, je pomenilo en svetovni preboj, postal je svetovno znan umetnik, ki je do svoje smrti 2015 to pesem vedno igral tudi na svojih koncertih. Tudi takrat, ko so U2 že nehali to pesem igrati na koncertih, ker so imeli nov program, ker so imeli nove uspešnice, je B.B. King ostal zvest temu. Kakorkoli že, naj bo naše življenje po veliki noči podobno tistemu življenju B.B. Kinga, naj bo podobno življenju U2. Jaz upam, da se nas ti prazniki res dotaknejo, da bi lahko tudi mi razumeli, da ljubezen prihaja k nam, da je ljubezen tista, ki lahko premaga smrt, da je ljubezen tista, ki prinaša svetlobo, ki lahko premaga vsako temo. Amen.